Uporabna samoobramba je mešanica več borilnih veščin. Zakaj uporabna? Ta samoobramba je namreč skupek veščin različnih borilnih športov, ki tvorijo uporabno vrednost. Vsaka borilna veščina karateja, juda ali aikida je v osnovi samoobramba. Tečajniki uporabne samoobrambe se naučijo različnih vaj za stabilnost, odzivnost, udarce ter enostavno obrambo pred najbolj pogostimi napadi, kot so prijemi, objemi, davljenje in udarci. Predstavljamo vam Tomaža Pivca, inštruktorja samoobrambe in osebnega trenerja, ki se s tem ukvarja že 35 let. Začel sem s karatejem, pol z jiu-jitsom, ki ga treniram vse skozi. Zraven sem treniral še sistemo, to je ruska borilna veščina, Wing Chun, se pravi kitajska borilna veščina in Krav Maga, izraelska borilna veščina. In od teh različnih veščin sem nekako stvari potegnil ven, kjer se mi zdijo najbolj uporabne v današnjem času, ko sodoben človek nima toliko časa se učiti stvari, se pravi, stvari morajo biti pri samoobrambi enostavne in učinkovite. In iz tega sem izhajal tudi, da sem rekel, uporabna samoobramba. Drugače je pa samoobramba in karate je samoobramba in judo je samoobramba in to je samoobramba, ampak pač sem dal ta pridevnik zraven, da se ve, da je čim bolj uporabna ta samoobramba, ki jo pač mi tukaj delamo. Pri samoobrambi je stvar v tem, da se ti naučiš refleksa, ker v določeni situaciji, v nevarni situaciji, ko se človek znajde, odreagira podzavestno, odreagira refleksno. Se pravi, ko, te nekdo hoče udariti, prijeti, te prime, ti ne razmišljaš, možgani ne razmišljajo, kaj moram narediti, ampak ti se instinktivno odzoveš, ga primeš, ga odrineš, daš roke gor. In pri uporabni samoobrambi ravno to učimo, se pravi, enostavne reflekse oziroma človeške reflekse, ki jih mi imamo prirojene, probamo spremeniti v boljše, enostavne reflekse, ki ti lahko pomagajo v določene kritične situacije, se pravi, ko boš nekaj takega uporabil, ker takrat, ko se zgodi nekaj takega, ti ne razmišljaš, nimaš časa razmišljati, telo odreagira refleksno. Tukaj so še mišični spomin in to je vse shranjeno v podzavesti, zato je princip tega, ki ga jaz učim, je to enostavne stvari, pa veliko ponovitev, pa različne intenzitete. Ti lahko določen gib delaš zelo počasi, pa ti lahko dodajaš, se pravi, hitrost, lahko dodajaš druge neke stresne faktorje in ti delaš še vedno isti gib. Se pravi, zato tukaj gre, da so enostavne tehnike in zato je primerno visi za vsakega. Ni pa to tekmovalno, se pravi, tu ni pravil nobenih, ni sodnika, ni začetka, ni konca borbe in zato je tu vse dovoljeno. Ker ko se človek na cesti, na ulici znajde v eni taki situaciji, tam ni pravil. In ti moraš v najkrajšem času se rešiti iz te stvari, ali človeka onesposobiti, ali se umakniti, karkoli. In te stvari pač učimo. Ne, vse se vrejo, šel. Ne smem se metati, ko bom tu. Prijem za obleko, to, kar smo že delali, se pravi, stabilen položaj, tu gor in tu gor. Ok? Se pravi, od tu najprej to, da te ne vdari čelno, ga odrineš stran, oziroma skozi tu držiš, rahlo nazaj, ker že imaš roko tu, udarec po komolci, se pravi, dol in do sem. Na trening hodijo tako ženske kot moški vseh starosti in ne potrebujejo nobenega predznanja. Tu se učijo enostavne tehnike, kako se braniti, če si napaden, in kako uporabiti svoje telo za obrambo pred močnejšimi nasprotniki. Tu pridobivajo samozavest, kar je tudi zelo pomembno v vsakdanjem življenju človeka. Ko te prime, pa me ti probaš odriniti ali pa potegniti. Okay. Najprej stabilen položaj, roke gor, grem nazaj, grem sem. Okay. Se pravi, najprej, tako napada,
te naj porine ali pa potegne. Ne? Ker v realnosti dejansko noben ne bo prišel do tebe tak. Ali da šel v tebe ali pa te da hodil potegniti. Se pravi takrat, teda dajmo to, porineš ali pa potegneš, stopi v stabilni položaj in od takrat dalje. Ide tu gor in močen udarec v pregib komolca. Tu, ko date udarec v pregib komolca, tu ga ne boste zlomili, ne? Ima pa močen učinek. Ok? Ok, ajde. Treningov se seveda moramo večkrat udeležiti, da nam velikokrat ponovljeni gibi pridejo v podzavest. Torej, uporabna samoobramba, ki jo delamo, je sestavljena iz več delov, se pravi, tu delamo strokovne udarce mete, se pravi, udarci z roko, z nogo, od zadaj vidite, vadimo pač različne enostavne udarce, z roko, z nogo, se pravi, tu imamo dve stvari. Najprej je dajanje udarcev, se pravi, da ti znaš dajati udarce. Drugi trening je pa tudi sprejemanje udarcev, da se tudi tu naučimo. Se pravi, kako sprejemati udarcev, ko te nekdo napade, ne? Drugo, kaj delamo, je tudi iz juda imamo mete različne, se pravi, podiranje nasprotnika. Ampak to so zelo enostavno podiranje nasprotnika, se pravi, ni nekaj težkih metov. Tu vključimo tudi gibanje od aikida, se pravi, ki je tudi del jiu-jitsa, normalno. Imamo pa tudi enostavne tehnike iz Wing Chuna pa iz Krav Maga, se pravi, to so pa take borbene tehnike, take kombat tehnike, ki so jih razvili skozi leta v raznih varnostnih silah, v Izraelu, pač v vojski, v policiji. Teda vse te zadeve tu nekako probamo združiti, pa seveda tudi borbo na tleh. Se pravi, večkrat se znajdeš na tleh in tudi tam se moraš te stvari pa jiu-jitsu uči in vse te tehnike, ki jih imamo, so na voljo tudi tu pri uporabni samoobrambi. Tako da danes boste videli enih par stvari, ki jih bomo pokazali. Najprej malo udarcev, malo sprejemanja udarcev, potem pa gremo na obrambe in tehnike. Okay. Spravi, isto me primeš? Jaz sem tu, ti me hočeš dariti. Ok, imam tu blokado. Zdaj pa lahko delam jaz isto dol, ok, lahko pa delam takoj iz bloka udarec. Ok, in če se spomnimo o Sotogari, toti met, vemo, ko smo delali, pa smo delali tudi tak, ker samo jaz grem v njega in stopim za njega. Ok, zdaj pa mi to kombiniramo z tem. Da še enkrat. Se pravi, prvo, kar je vedno, ko to napada, to, tu. Ok, v tu, to in dol. Ne? Se pravi, to, udarec sem, tu še ga imam in zdaj samo stopim še korak. Samo ga pač stopim za njegovo nogo, tako je njegovo težišče že nazaj in on pade na tla. Dobro? Pa probamo seveda to levo pa desno. Ne samo eno stran. Ne? Enkrat pa ima tak. Kar daj. Nekor še je direkt. Direkt sem. Se pravi, v tu, lej, greš mi prva zadnja. Prva zadnja. Gremo zdaj najprej samo blok, se pravi, blok imaš, daj, ja, kar daj, zunanja stran, samo to, hop, hop, ene, daj, hop, 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 se pravi, to je kratki blok, ustavi se, se pravi, od tu, roka tu ostane, vidi, kak druga roka gre in blokiraš isto na zunanjo stran. Ok? Se pravi, samo to zagremo. Pa delamo levo, desno.
Glavni cilj je seveda predvsem opolnomočiti ljudi, da pridobijo samozavest, da so še bolj samozavestni, ker te stvari ti nekako dajo to notranjo moč, ki pri veliko ljudeh manjka. In ko ti treniraš borilne veščine, pa bom rekel to, vse borilne veščine, ko se trenirajo resno, ti to dajo. Ne samo to, kaj jaz treniram, ampak praktično vsaka borilna veščina ti da večjo samozavest, kar pomeni, da ko boš rabo stopiti do enega, ki ga ne poznaš, ga vprašati, boš bolj samozavesten, boš se znal postaviti, ko boš v neki konfliktni situaciji se boš znal postaviti, boš imel roke, boš vedel, kaj so tiste prve stvari, ki so pomembne, na kaj moraš biti pozoren, in to ti da neko samozavest v življenju, in to je ta veliki doprinos tega treniranja. Uporabna samoobramba je torej lepa veščina, pri kateri moški, ženske in tudi otroci trenirajo svoje reflekse, da postanejo bolj samozavestni in se znajo hitro odzvati v različnih nevarnih situacijah.